V tem zapuščenem ribniku živi pravi dinozaver. In v zadnjem času napada vse druge ribe, ki so tukaj. Zato je moja naloga, da ga ujamem, skupaj z vsemi drugimi norimi ribami, ki so jih pustili tukaj, da poginejo. Vendar to ne bo lahko, saj je dinozaver, ki ga iščemo, izjemno agresiven in lahko zraste do 2 metrov dolžine. Tako da ja, morali bomo biti izjemno previdni. Riba, o kateri govorim, se imenuje afriška pljučarica in na Zemlji živi že več kot 400 milijonov let. In kar je pri teh ribah posebno, je to, da lahko preživijo izven vode do 4 leta. Ja, te ribe so res nore. Morda se sprašujete, kako je eden od teh pravih dinozavrov pristal v zapuščenem ribniku. V bistvu je prejšnji lastnik tega ribnika vanj naseljeval najredkejše in najbolj smrtonosne ribe, kar jih je lahko našel. A v zadnjem času so nekatere od teh rib postale ogromne in so začele napadati ter jesti vse druge ribe. In postalo je tako hudo, da ne more več skrbeti za ribnik. Zato me je poklical in prosil, naj pridem rešiti vse, preden bo prepozno. A nisem vedel, kaj me čaka. To ne bo lahko reševalna akcija in na poti bomo naredili nekaj norih odkritij. In vse se je začelo, ko sem prvič zajel in ujel tole. O moj bog, ne morem verjeti, poglejte to. Že smo ujeli ribo. To tam je gar. In tako kot pljučari so ti fantje tukaj že stotine milijonov let, kar jih dobesedno naredi za dinozavre. Ampak kot lahko vidiš, je ta tukaj še čisto majhen mladiček. Zrastejo veliko večji od tega. Vendar pa imajo še vedno izjemno ostre zobe. Zato moram biti zelo previden, ko ga držim. To je bilo zanimivo prvo odkritje, ker to pomeni, da v tem ribniku ne živi samo en dinozaver. Kdo ve, kaj bomo še našli? Gara sem dal v vedro in nadaljeval. Po še nekaj zajemih z mrežo sem ujel še nekaj drugega. Vav, kaj za vraga je to, fantje? Mislim, da še nikoli nisem videl take ribe. To samo dokazuje, da je v tem ribniku nekaj izjemno redkih rib. In s tisto pljučarico na prostosti, ki napada vse. Nimajo več veliko časa, zato se bomo morali pohiteti, če jih želimo rešiti. A nisem vedel, kaj me še čaka. Pljučarica ni bila edina stvar, zaradi katere sem moral skrbeti, saj sem v naslednjem zajemu ujel tole. O ne, je to res to, kar mislim? Prepričan sem, da je to paku in morda izgleda kot navadna riba, vendar so ti dejansko sorodniki piranj, le da ti zrastejo precej večji. Imajo tudi izjemno ostre zobe in so znani po tem, da napadajo druge ribe. Zato upam, da je to edini primerek tam noter. Ampak glede na to, da se premikajo v skupinah, imam občutek, da ni tako. Torej, ja, to ni bil dober znak. In to je pomenilo, da imajo vse ribe v tem ribniku še manj časa, kot sem mislil. Zato sem dodal pakua v vedro in sem še naprej lovil z mrežo, stvari pa so se začele odvijati. O moj bog, ne morem verjeti, fantje. Poglejte to. Dobili smo 2 ribi v eni mreži. Zdi se, da imamo majhnega mladiča rdečerepega soma. Kot morda veste, so to res ene mojih najljubših rib. Mislim, eno imam na svoji kapi in na majici prav zdaj. Poskrbite, da si tudi vi priskrbite nekaj mojih izdelkov. bassfishingproductions.shop. Ampak kakorkoli, zdi se, da smo ujeli tudi majhnega čmrljevega somiča. Vrđeli ali ne, ti fantje so dejansko precej redki. Tako redki, da sem jih ujel le nekaj do zdaj. Tako da je to res super najdba. Oba sem dal v vedro in nadaljeval z iskanjem. Nato pa sem nenadoma prišel do pretresljivega odkritja. O, mislim, da imamo nekaj, fantje. Videti je kot še en gar, ampak se ne premika. Fantje, sovražim to reči, ampak mislim, da smo za tega malo prepozni. Torej žal, to je bila prva mrtva riba, ki smo jo našli, kar dokazuje, da pravi dinozaver v resnici napada druge ribe. Kar pomeni, da moramo pohiteti, če želimo rešiti preostale. Zato sem vzel še nekaj mrež in mi je uspelo ujeti največjo ribo do zdaj. O moj bog, ni mogoče. Fantje, poglejte to. Nekaj ogromnega imamo v mreži. Mislim, da je to velik mavrični som, fantje. Postaja vse bolj in bolj noro. Zdaj vemo, da so tukaj tudi sladkovodni morski psi, ampak na srečo, čeprav jim pravijo morski psi, ti fantje niso agresivni. Vendar imajo na straneh telesa izjemno ostre bodice. In ena napačna poteza te lahko pošlje v bolnišnico. Medtem ko smo lovili ogromno norih rib, še vedno ni bilo sledu o velikanski pljučarici. Zato sem se odločil, da grem v ribnik, da bi si povečal možnosti, da jo najdem. To je malo strašljivo, fantje. Zdaj, ko vemo, da je ta ribnik poln nevarnih in smrtonosnih rib, biti tukaj verjetno ni najboljša ideja. Ampak veste kaj? Moramo narediti, kar moramo, da rešimo te ribe. Zato sem začel loviti z mrežo in ni trajalo dolgo, da sem nekaj ujel. O, mislim, da imamo nekaj. Poglej to. Kaj za vraga je to? Videti je kot napihovalka, ampak take še nikoli nisem videl. Po kratkem raziskovanju sem ugotovil, da se to imenuje kosmata napihovalka. In ja, tako jih imenujejo, ker imajo po celem telesu te majhne dlačice. Ugotovil sem tudi, da so te napihovalke izjemno redke, zato je to res super najdba. Zdaj, ker so napihovalke izjemno agresivne, ga bom dal v svoje lastno vedro, tako ne bo napadel drugih rib.
Tako, mali. To je res neverjetno. V redu, pojdimo nazaj v ribnik, da vidimo, kaj še lahko najdemo. O moj bog, poglejte to ribo. Ta je albino. To je tako kul. Prepričan sem, da je to tukaj azijski rdečerepi som in to je verjetno največji, kar sem jih kdaj videl. O moj bog, počakaj malo. Nekaj me je pravkar zadelo po stopalu. O, to je tako strašljivo. Au, o moj bog. Mislim, da me je ena od piranja pravkar ugriznila, fantje. Joj, to je res bolelo. To samo dokazuje, da se nesreče lahko zgodijo kadarkoli in vas lahko resno poškodujejo. Še enkrat sem zajel in uspelo mi je ujeti najbolj noro ribo do zdaj. Kaj za vraga je to? Pravzaprav mislim, da je to som irvini in moramo biti zelo previdni pri ravnanju z njimi. Imajo izjemno ostre bodice vzdolž celega telesa, ki ti lahko zlahka odrežejo prst. Tako kot pljučar in gar, so tudi ti fantje prazgodovinski in so tukaj že milijone let. To je res super najdba. Dali jih bomo v posodo in nadaljevali. Ko sem hodil skozi ribnik, sem čutil vedno več rib, ki so udarjale ob moja stopala. Zajel sem z veliko zajemalko in ujel še 2 nori ribi. Saj se hecate, fantje. Nismo ujeli samo ene ribe v tisto mrežo, ujeli smo 2. O ne, ampak počakajte malo, ena od njih se ne premika, fantje. To tukaj se imenuje afriška tigrasta ščuka in znani so po izjemno ostrih zobeh. Ampak kot lahko vidite, smo za tega tipa očitno malo prepozni. Nekaj ga je zagotovo napadlo. Na srečo pa je druga riba v mreži živa in imenuje se bičorepi som. Ti fantje so dejansko izjemno redki in izgledajo kot vesoljci iz resničnega življenja. Vsekakor nisem pričakoval, da bom enega našel v tem zapuščenem ribniku, ampak to samo dokazuje, da je tukaj lahko res karkoli. Bičorepega soma sem dal v vedro in nadaljeval. Nato pa sem našel nekaj še bolj redkega. O moj bog, fantje, je to tisto, kar mislim, da je? To tukaj se imenuje flower horn in kar je posebnega pri teh ribah, je to, da so popolnoma umetno ustvarjene. To pomeni, da ta vrsta rib v naravi sploh ne obstaja. Namesto tega je bila ustvarjena v laboratoriju. In kar je še bolj noro, ti fantje so bili posebej vzrejeni, da postanejo najbolj agresivne in zlobne ribe, kar jih je mogoče. Torej bi lahko bil ta mali fant zagotovo tisti, ki napada druge ribe. Dobro je, da smo ga ujeli. Zdaj na tej točki smo lovili ogromno rib, vendar so bile vse precej majhne. In vem zagotovo, da so tukaj notri večje ribe, zato sem se odločil uporabiti večjo mrežo, da vidim, če jih lahko ujamem. O, nekaj čutim, fantje. In karkoli že je res veliko. Kaj za vraga je to? O moj bog, ali vi to vidite? To tam je pleco in to mora biti največji, kar sem jih kdaj videl. No, fantje, pravkar smo še enkrat dokazali, da je ta ribnik poln dinozavrov. Ker, tako kot pljučarice, so tudi pleco obstajajo že stotine milijonov let. In čeprav je to zagotovo največji pleco, kar sem ga kdaj videl, je tukaj še vedno dinozaver, veliko večji, in to je pljučarica. Zato sem še naprej zajemal z mrežo, da bi videl, ali ga lahko najdem, vendar so se stvari začele upočasnjevati in res nisem ničesar ujel, dokler se ni zgodilo to. Ni mogoče. O moj bog, fantje, ujeli smo pljučarico, res smo jo ujeli. Ampak počakajte malo, ta je res majhna. Ni možnosti, da je to tista pljučarica, ki jo iščemo ves ta video. Lastnik ribnika mi je dobesedno povedal, da je orjaška pljučarica tam notri približno 4-krat večja od te. O ne, ja. To pomeni, da je pravi dinozaver morda imel mladiče, kar bo to reševalno misijo precej otežilo. No, čeprav to ni tisti, ki ga iščemo, je dobro, da smo ga ujeli. Dajmo ga v vedro in nadaljujmo. V redu, fantje, zajemimo tukaj in poglejmo, kaj bomo dobili. Daj mi kaj dobrega. O, velika riba, poglejte to. Imamo nekaj ogromnega v mreži. O, moj bog. Umiri se, prijatelj, umiri se. Poskušamo te rešiti. Fantje, prepričan sem, da je to tukaj som morbaldakara. In ti fantje so v resnici precej redki, še bolj redko pa je najti enega tako velikega. Tako da je to res super najdba. Stvari so se začele odvijati in ribe sem lovil eno za drugo, postajale so vedno bolj nore. Au! O moj bog, nekaj me je pravkar ugriznilo v nogo, fantje. Počakajte malo, mislim, da je v mreži. O ja, nekaj imamo. In je velika. Tole je rdečerepi som in je zelo živahen. Umiri se, prijatelj, samo poskušamo te rešiti, prav? Pa je precej večja od prve, ki smo jo našli. Ampak kot sem rekel, ti fantje lahko zrastejo do 2 metrov, tako da ima še dolgo pot pred sabo. Prav, ni zadovoljen. Dajmo ga samo spraviti v hladilno skrinjo. Do zdaj smo ujeli samo ribe. Vendar pa je bilo tisto, kar smo ujeli naslednje, nekaj drugačnega. Ni mogoče. Je to tisto, kar mislim, da je? Fantje, pravkar smo ujeli mladiča želve iz reke Fly. To je noro. Te želve so izjemno redke in kar je res kul pri njih, je to, da so edine sladkovodne želve na svetu, ki so popolnoma vodne. To pomeni, da ti fantje za preživetje ne potrebujejo nobene kopne. In tako kot pljučar, gar in pleko, tudi ti fantje veljajo za prave žive dinozavre,
saj obstajajo že več kot 70 milijonov let. To je res noro, če pomisliš. Mislim, poglej, kako je prikupen. V bistvu je kot majhna sladkovodna morska želva. Na tej točki nisem vedel, kako bi lahko postalo še bolj noro. Ko pa sem se vrnil v ribnik, mi je uspelo ujeti najbolj smrtonosno ribo do zdaj. O, mislim, da imamo nekaj, fantje. Spet je riba. Saj se hecate. O, moj bog, fantje. Prepričan sem, da je to tam gunč som in ti somi spadajo med največje some na svetu, ki lahko zrastajo do 12 čevljev v dolžino. Postanejo tako veliki, da so dobesedno znani po tem, da jedo ljudi. Ampak na srečo je tale še mladič, tako da nam ni treba skrbeti za to. Vendar imajo še vedno izjemno ostre zobe. Naše vedra so se hitro polnila, a v ribniku je bilo še vedno ogromno rib. In spoznal sem, da jih bo nemogoče vse ujeti samo z mojo mrežo. Zato sem se odločil, da v ribnik postavim 2 ribji pasti, da bi si povečal možnosti, da ujamem vse. V redu, fantje, obe ribji pasti sta postavljeni. Pustil jo bom tukaj nekaj ur, imam občutek, da bomo ujeli veliko rib. Če pa to ne bo delovalo, imam še en trik v rokavu, da ujamem pravega živega dinozavra. Po nekaj urah čakanja sem se odločil dvigniti prvo ribjo past in takoj sem opazil ogromno rib v njej. Fantje, ujeli smo toliko rib. Sploh ne vem, kje naj začnem. Zdi se, da smo tukaj ujeli nekaj pakujev, vendar so ti albini, zato so veliko redkejši. O moj bog, poglejte te zobe. To je tako strašljivo. Dal sem jih v vedro in nadaljeval. V pasti pa je bilo še vedno ogromno rib. V redu, tukaj imamo še eno ribo. Kaj je to? O moj bog, fantje, še nikoli nisem videl te ribe. Če veste, kaj je to, napišite v komentarjih spodaj. Ampak to je res kul. Fantje, tukaj je res veliko albino rib. Imamo 2 pakuja in potem imamo še tega tipa, za katerega mislim, da je albino sinodontis. In to je verjetno največji, kar sem jih kdaj videl. Potem sta bili v pasti le še 2 ribi, in sicer mladič rdečerepega soma in mladič gunč soma. To je res kul, fantje. Ta ribnik je poln pošasti. In pravkar smo dokazali, da past za ribe deluje. Ujeli smo toliko norih rib. Vendar imamo še eno past za ribe. Torej potegnimo jo ven in poglejmo, kaj vse smo ujeli. Ni mogoče, fantje. Je to to, kar mislim, da je? Dobili smo še eno pljučarico. O moj bog, prav taka je kot prva. To zagotovo ni tista velika, ki jo iščemo, ampak vseeno je to res kul. Potem bomo dobesedno imeli vojsko pljučaric. Ko sem še malo brskal po pasti, sem našel ne eno, ampak 2 vampirski ribi, ki sta izjemno smrtonosni. To je res noro, fantje. Te ribe so znane po izjemno ostrih zobeh, ki lahko zrastejo do 15 cm v dolžino. So tudi izjemno agresivne. Parkrat so me že ugriznile in ja, ni prijeten občutek. Dal sem jih v vedro in nadaljeval z iskanjem po pasti. Uspelo pa mi je najti še veliko kraljevsko klonsko nožnico in še enega pakuja. Potem pa sem našel nekaj še bolj norega. Dobili smo še enega gunč soma. Kaj je to? Naš 3. do zdaj? In ta je zagotovo največji od vseh. Ampak kot sem že prej rekel, ti fantje zrastejo do 4 metre dolžine. Tako da ima še dolgo pot, preden postane pravi požiralec ljudi. Potem je bila v pasti le še ena riba in nisem imel pojma, katera je. Wow, poglejte to, fantje. Še nikoli nisem videl take ribe, ampak res je videti kul. Zagotovo je neka vrsta soma. Če veste, kaj je to, napišite spodaj v komentarjih. Ampak to je res kul, fantje. V tisti pasti smo ujeli ogromno rib, ampak še vedno ni sledu o pošastnem pljučarju. In vemo, da je tam noter. Imam še eno idejo, ki nam bo morda pomagala, da ga najdemo, in to je, da izpraznimo celoten ribnik. Ja, prav ste slišali, fantje, izpraznil bom celoten ribnik. Na ta način bomo poskrbeli, da rešimo vsako posamezno ribo, ki je še ostala tam notri, vključno z veliko pljučarico. Tako sem spustil črpalko v vodo in jo priključil, in tako je voda začela brizgati ven. V naslednji uri je voda v ribniku precej upadla in začel sem opažati nekaj rib. Tako sem skočil noter in uspel sem ujeti kup različnih somov ter še eno pljučarico. To je bila do zdaj največja, vendar še vedno ni bila tista pošast, ki smo jo iskali. Zato sem nadaljeval z iskanjem in s kotičkom očesa sem opazil ribo, ki smo jo iskali ves ta video. O moj bog, fantje, madonca! Našli smo pljučarja in je ogromen. To mora biti največji pljučar, kar sem jih kdaj videl. Hej, prijatelj! Oh, sprosti se! Samo poskušamo te rešiti, prijatelj. Pojdi v mrežo! O moj bog, tako je težak, fantje. To je noro. V redu, moramo biti zelo previdni, ko ravnamo z njim. Imajo zelo močan ugriz in ti lahko zagotovo odgrizne prst. O moj bog, poglej to! Fantje, ta riba je tako močna, da jo komaj držim. Ampak kar je res kul, je to, da imajo te majhne noge ob straneh telesa in prav to jim omogoča, da hodijo po kopnem. In kot sem rekel, lahko preživijo več kot 4 leta izven vode.
Res je noro pomisliti, da je bila ta riba živa v istem času kot dinozauri. Prav zdaj gledamo živi fosil. No, mislim, da lahko rečemo, da smo rešili prav vsako ribo v tem zapuščenem ribniku, vključno s tem pravim dinozaurom. Zdaj pa je čas, da jih preselimo v njihove nove domove. Odločil sem se, da vse manjše ribe, vključno z gunčsomom, pacujem in vsem ostalim, dam v to veliko kat. Neto sem mladiču želve z reke Fly dal svoj lasten ribnik, skupaj s flowerhornom in napihovalko. Neto sem vse res velike ribe dodal v svoj ogromen ribnik na dvorišču. Tako bodo imele dovolj prostora za plavanje. In na koncu sem pošastnega pljučarja dal v njegov lasten ribnik. Tako ne bo mogel več napadati drugih rib. No, to je to, fantje. Res upam, da ste uživali v tem videu. Bila je nora avantura. Ne pozabite všečkati, se naročiti spodaj in se vidimo v naslednjem videu. Adijo.